Si bo malo znižala, ker sem menčkana. Jaz sem pa Maja, pa delam na Arnesu. In kot vedno eno in isto govorim, delam na Arnesu že več kot 30 let in približno 20 let sem učila ljudi, kako uporabljati internet, ker je bilo to takrat res zlasti na začetku komplicirano, kompleksno pa tako naprej, rabili so za to znanje in sem se s tem ukvarjala. Pa sem pa odkrila relativno hitro, da tole je postalo strašno enostavno. Zelo malo ljudi res ve, kaj delamo na internetu. Skratka, zdaj učim ljudi, kako ne uporabljati interneta. In to se izkaže, da je veliko bolj koristno, kot je bilo tisto, kar sem počela prej, nažalost. Danes sem govorila v bistvu o strahovih, ki so pravzaprav zelo različni, o strahovih, ki so utemeljeni ali ne, in zares o ranljivostih. To ni pa čista zadeva. Enih stvari se bojimo, ranljivi smo pa na drugih področjih. Strahovi mladih, zares mladih, in strahovi starejših, zares starejših se močno razlikujejo. Zdaj, odrasla populacija je pa nekje vmes na zelo različnih točkah. Ene se pokrivajo, ene ne. Zdaj, strahovi mladih so pravzaprav zelo ozko omejeni v splošnem. Bojijo se relativno malo stvari. Bojijo se predvsem javne izpostavljenosti, javne blamaže, javnega linča, javne diskreditacije. Skratka, čutijo, da je internet neka velika zadeva, kjer so lahko res na veliko izpostavljeni in je to en od njihovih najbolj glavnih strahov. Kdo jih bo preveč izpostavil, kaj se mu zgodilo. Tukaj so še zlasti izpostavljene dekleta, tako ali drugače, ker se od njih pač pričakuje neka popolnost. In predvsem zato, ker obstajajo orodja, ki omogočajo dejansko zelo grozno nadlegovanje deklet, recimo deepfakes oziroma deep nudes, skratka razgaljene spletnimi orodji, je nekaj, kar ni neutemeljen strah. To je strah, ki je številkami močno podkrepljen. To je recimo z MIPI-ja informacija z neke resne raziskave, ki kaže, kakšne so številke zares teh deepfakeov. Mi vidimo tiste deepfake, ki so uporabljeni, skratka te globoki ponaredki za montažo različnih posnetkov, za umetno inteligenco, ki so uporabljeni mogoče za šale, za politiko, za kaj takega, ampak večina teh, ki krožijo na internetu, je dejansko s pornografskimi nameni. Tukaj gre ali za mladoletne osebe ali za odrasle, ampak v večini primerov so to razgaljene ženske, z umetno inteligenco razgaljene ženske. Zdaj še en strah je dosti močen, pri mladih, zdaj govorimo. Mladi so močno izpostavljeni vse prisotnemu in povsem normaliziranemu spletnemu nasilju. Tega je ogromno. Večina nasilja med mladimi se odvija online. Manjšina se ga odvija fizično v otipljivem svetu. In otroci in mladi se tega zavedajo. In ker je tako zelo prisotno, se pravzaprav niti pogosto ne odzivajo nanj in tudi ne vejo, kako bi se odzvali. Ko so priče temu nasilju, se ponavadi bojijo, da bodo naslednje tarče nasilneža, če si bojo drznili pomagati žrtvi. To so zelo močni strahovi, ponavadi zmrznejo in raje ne naredijo nič. To gre tako daleč, da celo tarče nasilja, žrtve nasilja, raje ne naredijo nič pogosto, da ne bi bile deležne še več nasilja, ker ne vidijo možnosti, da bi pobegnile temu nasilju. Skratka, žrtve nasilja, spletnega nasilja so zelo pogosto povsem same, ne vejo, komu bi povedale, ne vejo, na koga bi se obrnile, čutijo se, da so nemočne zaradi te vse prisotnosti. Predvsem si pa zelo redko upajo pomagati tarči nasilja, ki je njihov prijatelj, vrstnik, kdorkoli. Strahovi starejših so malo drugačni. Pravzaprav zlasti, mislim, ko gre recimo za nas,
pa za še starejše, ne, kaj so naši glavni strahovi? Kaj so recimo strahovi odraslih, ko jaz predavam samo odraslim publikam, ki govorim pravzaprav o tem, kaj njih muči, ne? Skratka, nekaj muči njihove otroke. Ta prva zadeva zmeri, kar rečejo, prevare. Hočemo vedeti vse o prevarah, kako se izogniti prevaram. Zdaj, prevare seveda nas bojo finančno oškodovale, ne, skratka, vsi se bojimo za svoje denarnice, to je logično, ne? Ampak v resnici se prevar najlažje naučiti, ne? Tega se pa ne zavedamo. Drugo je, kaj recimo še zelo starejše je, zdaj jaz ne vem, koliko je zdaj to odvisno tudi mečkam od okolja, ne? Mnoge starejše zelo pravzaprav straši tudi to, a bojo z enim klikom vse pokvarili, ne? Dobi neko novo napravo, otrok dobi novo napravo, je blazno pogumen, to vse sam leti, ne? Starejši pa, česa se lahko dotaknem, bom kaj pokvaril z enim klikom, ne upam se, raj ne, daj ti, daj tole mi poiš, daj tole mi nared, ne? Skratka, ti strahovi so zelo drugačni, ne? Drugo je strah pred hitrimi spremembami. To seveda je čisto logično, ne? Vsi se bojimo hitrih sprememb, ne? Ampak starejši, ko smo, težje se temu prilagajamo. Otroci, ki pa odraščajo v tem svetu hitrih sprememb, se jih pa seveda ne bojijo, ne? Ker jih prevzamejo kot nekaj normalnega. Zdaj, kaj so pa ranljivosti? Zdaj smo govorili o tem, kaj se bojimo. Zdaj bomo govorili o tem, kje je pa največja verjetnost, da se nam bo res nekaj neprijetnega zgodilo, ne? Zdaj, kaj so recimo te ranljivosti pri mlajših? Eno je njihova pretirana samozavest. Odkot pride? Odkot pride ta samozavest? Gledamo tale krogec na levi, ne? Recimo, da je to znanje enega mladega človeka, ne? Kaj vidi takrat, ko ima tole mečkano znanje, ne? Vidi tisto neznanje, ki se dotika njegovega znanja, tega se zaveda, ne? Če bi vedel toliko, ne, kot je ta desni krogec, bi videl, koliko je ogromen tega, česar še ne ve, ne? Skratka, dejansko to njihovo omejeno poznavanje, ki znajo ful hitro klikati, noro učinkoviti, toliko so spretni, da ne moreš verjeti in se zdijo, da so res, kad res ovladajo nulo, ne? In tudi sami dobijo ta občutek, ne? Jaz vse vem, ne? In kaj pa zares ve, ne? Jaz znam zelo hitro klikati po TikToku, ne? Pa ko gre za dejansko klikanje po smartphonu, je fantastičen, ne? Ampak to ni znanje, ne? Drugo je, da so močno izpostavljeni temu spletnemu mehurčkanju, temu, da jih algoritmi dejansko zapirajo v mnenjske, informacijske mehurčke. Močno so temu izpostavljeni, seveda se tega ne zavedajo, a ne? Drugo je, vsi hočejo biti unikatni, fantastični, popolni, najlepši, najbolj super tuper, ne? S tem, da sledijo istim vplivnikom, istim vplivnicam in dejansko na koncu postanejo vsi, ko jaz predavam v srednji šoli, recimo, pa imam takole 100 dijakov, to zgleda, da so natanko vsi prišli od istega frizerja in od iste modistke ali modista. Fantje imajo vsi iste frizure, se veste, one marsejske, zabrito do tja, ne? In punce imajo vse take frizure, ne? Vprašanje je samo, a so pobarvane na črno, rjavo, rdeče ali blond, ne? Vsi so glih, ne? Ampak vsi unikatno sledijo, vsi verjamejo to. Skratka, zelo močno so pod vplivom teh stereotipov, ne? Zelo močno bolj, kot so bile recimo prejšnje generacije, ne? Fantje ravno tako. Fantje pa so zelo izpostavljeni temu, kaj se pravi biti pravi moški. Res močno izpostavljeni pod močnimi pritiski, ne? Pogosto sledijo zelo ekscesnim influencerjem, ne? Ki jih potem odpeljajo tudi v res neprijetne vode, ne? Kot tistega hudega sovraštva do žensk. To niso posamezni primerki. V Sloveniji so najstniki, velik procent najstnikov sledi influencerjem, ki pripadajo tej mizogini manosferi. To niso mečkane številke, ne? Imamo zelo velik pripad med dekleti, ne? Ki so po svoje veliko bolj opolnomočene, kot so bila, ne? In fanti, ne? Ki bi jih radi priklenili na štedilnike. Potem močno podcenjujejo vpliv vsebin na njihovo počutje, na njihovo notranje življenje. Skratka, te emocionalno ljubite vsebine zelo malo si predstavljajo, da to res vpliva na njih. Ne, jaz to vem, jaz to razumem, jaz sem zrastel z internetom, mene to ne bojo. Ne.
ne zavedajo se, kako zelo smo vsi ranljivi, se to ne samo mladi, ne, ampak oni to močno podcenjujejo. Potem preveč zaupajo tehnologije, ne. Preveč imajo tega, ne, objektivna tehnologija, mislim, to nam bo vse pomagalo, to nam bo vse olajšalo, ne. Kaj je tale primer tukaj, ne, ki ga bom konkretizirala, naprimer, kako lahko zaupaš v generativno umetno inteligenco. Lani novembra je en mlad turist, 20 let je bil star, se je izgubil nekje v tam enih hribčkih blizu Zagreba, pač zablodil v gozdu, ne, in ni znal jeti, pač ni se znašel, ne, nič tacka. Kaj pol narediš, ne, pač ali uporabiš lastno pamet, ali uporabiš, ne, navigacijo na telefonu, magari, ne, ali pokličeš pomoč, ali karkoli drugega, ne, ampak on je vprašal ChatGPT, kako naj se on znajde v divjini. In ChatGPT mu je odgovoril, pojdi dol po bregu ob potoku, ne znam ko, in tako boš zihro najdel pot, ne. Zadeva, stemnilo se je že, videl ni nič, ne, lepo je sledil modri nasvet, ne. In po 7 urah, ne, ko je ugotovil, da je zdaj že premražen do kosti, ne, ko popolnoma obupan, ne, je končno poklical pomoč. 113 oziroma 112. Zakaj je to naredil šele takrat? Zato, ker mu je ChatGPT vsakič povedal, da ga bo on rešil, in on mu je verjel. Kar noro. Potem je pa še ena zadeva, za katero mladi res niso krivi, ne. Najstniki so že tako majčkeno imajo težave v tej orientaciji, ne vem, kaj se bo zgodilo glede na naša dejanja, kaj bo posledice naših dejanj. Ampak mi smo jim še ukinili, ne, tisto luč na koncu tunela, pravzaprav, ne, in se jim tako dostikrat pravzaprav jim je dosti vseeno, ne. Moje življenje to je zdaj tukaj, ne vem, ko ni mi treba razmišljati naprej, ne, in to je ravno tako pogosto njihova močna ranljivost. Kaj so pa ranljivosti starejših? Majčkeno drugačne so, ne. Zdaj, eno je, ko gre res za starejše, ne, starejše recimo upokojence, ki prej niso bili močni uporabniki interneta, pa jih spravijo na te napravice njihovi vnuki, ker hočejo z njimi na Viberu se pogovarjati, ali pa nekaj drugi pač aplikaciji, in pa banke, zaradi spletnega bančništva. Oni naenkrat postanejo uporabniki naprave, ki je popolnoma nič ne razumejo, na kateri ne znajo nič narediti za svojo varnost in si naložijo vse aplikacije, za katerimi kdo reče, da jih mora imeti. Strašno nevarno. Banke pravzaprav izrazito ogrožajo starejše, ko gre za te zadeve, ne. Tukaj bi moral nekdo, mogoče se malo pogovarjati z bankirji, ne znam, zakaj to delajo, ne. Drugo je, ko so v stiski, ko nečesa ne znajo uporabljati, so zelo pogosto preveč jih je sram, da bi vprašali take neumnosti. Poskušajo sami rešiti svoje zadeve, pa nočejo, da jim drugi pomagajo. Zelo pogosto je to tudi taka zelo močna ranljivost. Joj, ne, pa ne bom nobenega obremenjeval, se imajo vsi toliko dela, ne, pa bojo pol mislijo, da je itak neumen, ne. In preveliko zaupanje avtoritete. To je huda ranljivost starejših pri sodobni obliki interneta. Ker avtoriteta, kdo je avtoriteta? To so mediji, to je policija, to je država, to so zdravniki, to so znanstveniki in tako naprej, vse mogoče, ne? Ampak prevaranti se vsega tega zavedajo, ne? Te razne, tudi tako noro prozorne prevare, kot je tale, ne, strani policije, popolnoma zgrešena, pa še v nekih čudnih jezikih, vse to še vedno doseže svoje žrtve, ne? Ker jih ta refleks, ne, policija, moram takoj nekaj narediti, prehitro primami v to, ne, da verjamejo tudi v najbolj nore reči, ne. Tukaj so recimo mlajši veliko bolj spretni, veliko bolj, ker so že odrasli v ta svet teh prevar. In seveda, ne, tudi odrasli vseh starosti, starejši, vsi smo v informacijskih mehurčkih, če se jim ne izognemo zelo zavestno. Brez tega pač vsi, in ravno tako, ne, prihaja do polarizacije, do vsega mogočega, ne, skratka, tukaj so starejši ravno tako ranljivi, ne. Kaj so naše družbe? Tukaj ne gre samo za ranljivost posameznikov, mi kot posamezniki smo ena zgodba, ne, ampak ko gre za sodobni internet, pravzaprav moramo predvsem govoriti o ranljivosti naših družb, ki smo močno ranljive na nove pojave. Eno je pretirano zaupanje v tehnologijo, že spet, kot družba mi preveč zaupamo v tehnologijo. Recimo, v Veliki Britaniji so zdaj ugotovili, da si inkvarijo neverjetne količine hrane.
imajo polna skladišča hrane, ki se jim pokvari. Zakaj? Ne? Ker prihaja do gličev, ko pri prenosu informacij, in prevozniki, skratka, zadevo so prenesli na avtomatizirano odločanje, ki ga tudi ljudje ne morejo priglasiti, zato da bo vse super, tuper in da bo delal. Skratka, niso pomislili niti na plan B, kaj pa, če se nekaj pokvari. In prihaja do tega, da dejansko hrana gnije po skladiščih, zato, ker prevoznik nima informacije, da mora odpeljati hrano iz skladišča v trgovino. Ker tiste hrane, stališča pač tega algoritma, ki tam gleda stvari, te hrane tam ni, on ima zabeleženo, da ni. Skratka, zelo pogosto se nam dogaja, da čisto realne življenjske situacije se ne znamo odzvati na njih, ker računamo, da bo kar tehnologija sama po sebi rešila, brez tega, da imaš nekoga, ki to preveri, a zdaj dela ali ne. Saj sami veste, da ne dela zmeri. Malo prej smo imeli težave. Drugo je, tudi mi se zelo radi naslanjamo na generativno umetno inteligenco. Mislim, to je fantastično. Vse naredi namesto tebe, vse napiše. Super, tuper, mislim, krasna zadeva. Ampak potem moraš ti vse to preveriti. Seveda, se to lahko vsako uporablja, ampak pa moraš preveriti, da je naredil prav. Marsikdo ne preveri tega. Kaj šele, da bi razmišljal o tem, da ta generativna umetna inteligenca gradi pač na nekem setu podatkov, ki mogoče niso glih verodostojni, pa da so notri neke pristranosti, pa kaj se jim kaže vse. To je pa že nadgradnja. Zakaj se že vse narejen? Jaz sam poklikam, pa pošljem. In vsi smo v bistvu iščemo informacije, mislim, ko iglo v kupih sena. Vsi smo malo zgubljeni zaradi tega. In v bistvu nam tako blazno prav pride, da nam nekdo pomaga pri tem. Celo novinarji se dostikrat izkaže, da imajo težave ugotoviti, mislim, da ogromno časa porabijo, ki ga mogoče nimajo, da ugotovijo, kaj je recimo deepfake, kaj je lažna vsebina, kaj ni verodostojna informacija. Skratka, celo novinarji so v tem zgubljeni, kaj šele mi. Skratka, želimo, da nam nekdo pomaga pri tem. Ampak nič nam ne pomaga tudi to, da se dezinformacije dokazano širijo 6-krat hitreje kot informacije. Mi imamo dejansko kot družbe hude težave s tem, da smo tako zelo zasuti z dezinformacijami. In potem je tukaj še ena dodatna nevarnost, oziroma nekaj, čemu se reče lažnivčeva dividenda. Ne vem, če ste kdaj slišali zanjo. Kaj lažnivc pridobi? Lahko si vzamete kjerkoli lažnivca zdaj takole v glavi, v mislih. Kaj pridobi od tega, da non-stop laže? Da non-stop očitno dokazano laže, serijsko laže. To se splača. To se splača. Če smo mi izpostavljeni tem ogromnim količinam laži, na koncu ne verjamemo več ničemer. Na koncu pridemo do tega, se vsi lažejo. Na koncu se želimo neke poenostavitve sveta. In kaj se še zgodi? Če smo izpostavljeni temu, da obstajajo ogromno deepfakeov, lahko dostikrat se zgodi, da mi celo narobe ocenimo, kaj je deepfake. Recimo leta 2019 že, to je zdaj bilo že 7 let nazaj, januarja 2019, je v Gabonu prišlo do poskusa državnega udara. Zakaj? Ker je objavila vlada nek ne najboljši video, res je bil čuden video, s predsednikom, ki je pač iz bolnice nekaj povedal. In vsi so določili, to mora biti deepfake, naš predsednik je umrl in vojska je ugotovila, da je naša prilika in so poskusili narediti državni udar. In je bila zelo resna situacija, na koncu pač ni bilo udara, ker se je vseeno izkazalo, da je živ in tudi ne toliko zelo bolan. Ampak ker ljudje verjamemo, da je to mogoče deepfake, se lahko odločimo, če je čuden posnetek, da je to pač deepfake, da je to ponarejen posnetek. Kaj je še naša huda ranljivost? Je to, da dopuščamo, da pritiska na nas ta širša sfera in nam reče, na internetu itak ne moreš imeti zasebnosti. In če nekaj skrivaš, si zelo sumljiv. Ne skrivati, mi te imamo za sumljivca. To je zelo nevarna zadeva. Pogosto se pa v bistvu mi bojimo zelo napačnih reči tudi. Ampak ne mladi, vsi strahovi mladih, ki jih imajo, so res utemeljeni. Mi odrasli se pa dostikrat pravzaprav bojimo reči, ki
niso toliko strašne, pa jih vidimo večje in obratno. Ne? Zdaj, kot že rečeno, bojimo se predvsem izgube denarja v lažnih spletnih trgovinah, pri prevarah in podobno. Ne? Pri tem, da se da zelo enostavno naučiti, kako se podučiti, in pri nas imamo recimo Sicer ima projekt Varni na internetu, kjer imajo vrhunska gradiva. Vi pogledate nekaj teh videov in nikoli več v življenju se vam ne bo zgodilo, da vas bo kdo prevaral. Ne? Skratka, obstaja možnost, da se naučite res podrobno, res dobro. Ampak mi se še vedno tega kratko bojimo, to je največja nevarnost. Ni, največje nevarnosti so drugje. Ne? Veliko težje namreč je pa razumeti, kako vse ta ekosistem vpliva na nas. Kako vse nas lahko nekdo manipulira, ker mi smo manipulirani. Sam noben noče tega v sebi slišati. Ne? V bistvu ni prijetno slišati, ne? Da te ima nekdo takole kot marioneto na nitkah, in vodi tvoje mnenje, in upravlja z tvojimi emocijami. To je neprijetno, veliko lažje se bati prevar. In po drugi strani se vsi, ko beremo novice, počutimo približno takole preobremenjeno. Ne? Vsak si v bistvu želi, ne, da bi mu nekdo sfiltriral informacije in mu povedal, kaj pa zares res. Ne? Tako kot je gospa prej govorila, ne? Ko smo bili med covidom zasuti z vsem, ne, si želel, da ti nekdo reče, lej, tole je važno, tole je važno, tole je važno. Želimo si nekoga. Ne? Kar je potem super, ne, za razne teorije zarod, ki nas najdejo v naših zaprtih mehurčkih mnenjskih, ne? Ker našle nas bojo teorije zarod natanko tiste, ne, katerim smo že podvrženi. A ne? To je bistvo našega mehurčka, ne? Mi dobimo informacije, ki so za nas. Ne? Skratka, veliko laže je se odločiti, verjel bom neki poenostavljeni, pa tudi grozljivi razlagi sveta, ker je to veliko lažje, kot skušati slediti, ne, kot tem fantastični količini informacij in razumeti ta veliki kompleksni svet. In vse to zelo škoduje našim družbam, zaradi tega, ker jih dejansko segregira na manjše skupinice, atomizira nas. Skratka, to je bistveno večja nevarnost, ne, kot to, da bom nasedel na lažno spletno trgovino. Ampak tega se nihče ne boji. Ne? Zdaj, nedavno nazaj, ne vem, koliko časa je bilo tole nazaj, ampak zelo malo časa, je Elon Musk povedal, to mi je zelo zanimivo, da odkrito take zadeve povedo, ne? Kakšni so algoritmi na omrežju X, zakaj spodbujajo tako zelo ekstremno vedenje, zakaj spodbujajo dejansko tako zelo sovražne interakcije. Zakaj? Če dobiš na omrežju X like, skratka, če nekomu všeč tvoja objava, dobiš pol točke. Če dobiš odziv, dobiš 13 točk in pol. Če pa sprožiš sovražno debato, če pa sprožiš dogajanje, da se vsi kregajo med sabo, ne, si pa naenkrat zmagovalec, dobiš 75 točk. Skratka, algoritem, čisto enostaven algoritem, nagrajuje ekstremizem. Če jaz objavim nekaj, kar bo razburilo vse okoli mene, se mi to splača. It's a good for business. Pa mi smo nekako pristali na to, ne, da smo prozorni online. Ne bojimo se več izgube zasebnosti. Zdi se nam, ne, da pravzaprav tudi zanimivo je, v tem fizičnem svetu nas pogosto prepričujejo, da se moramo za varnost delno odreči zasebnosti. Online to ne velja. Bolj, ko se odrečeš zasebnosti, manj si varen. Ampak mi to tako nekako se ne razmišljamo o temu. Ne? In to kljub temu, ne? Da recimo dokazano, ne? Ko gre za vdore, ne? Ko gre za uspešne prevare, je tipično razlog, zakaj so prevaranti tako uspešni, zato ko se vejo nas. Skratka, več, ko mi povemo online, bolj smo prozorni, lažje nas bojo okoli prinesli, tako ali drugače, ali nam bo udarili. Ampak mi zelo malo razmišljamo o tem, ne? Ne naredimo kaj dosti za svojo zasebnost. Recimo, ne? To je taka normalna zadeva na spletni strani, kjer ti razlagajo, koliko je piškotkov, če pridete do tega, ponovadi se sam strinjate, ne? Kako to izgleda, ne? Tukaj recimo lahko vidite, ne? Da to delijo, ne? Informacijo o nas, ne? S 1663 partnerji, katere vse informacije delijo o nas, ne? Zelo poglobljeno delijo o nas, ne? Ampak mi se veselo strinjamo s tem, ne? Zakaj?
Zaradi tega, ker nam povejo, da skrbijo za našo zasebnost, res so nas pomirili, ne? In zaradi tega, ker so nam dobro skrili, da mi lahko rečemo, da se ne strinjamo. Ker te prvi gumbek je, seveda, strinjam se, ne? Če hočeš videti gumbek, želim izvedeti več, ne, želimo omejiti piškotke, se moraš za to malo pomojati. In mi se zelo slabo zavedamo svojega digitalnega odtisa, ne? Mi puščamo globoke sledi, ne v snegu, ne? Tako kot tele zajčki, ampak v tem online svetu. Ok, danes nisem nič govorila o starših in njihovih strahovih in kaj je pravzaprav utemeljenega na njihovih strahovih in podobno in česa bi se morali zares bati bolj kot tega, ker to je velika in široka zgodba za enkrat drugič, ne? In tole se sliši zelo obupno, kar razlagam, ali lahko kaj naredimo? Lahko. Za začetek lahko naredimo zelo veliko za svojo zasebnost. Zelo veliko. Vse je to izvedljivo, dokaj enostavno, z nekaj enostavnimi prijemi, smo lahko manj prozorni. S tem smo naredili že ogromno in s tem smo tudi zamejili doseg nekih objav, ki so ciljane prav na nas. Skratka, vidimo širši svet, razširimo si obzorje. Zdaj sem odprta za vprašanje. Hvala za predavanje. A to dela? Torej, prvo vprašanje iz publike je, kako se lahko kot družba spopadamo s problemom vse več najstniških in odraslih incelov? Kako je že tisti $1 million question? Ja, za začetek bi se morali starši pogovarjati s svojimi najstniki. Mislim, da je to odgovor. Jaz mislim, da bi se morali starši pogovarjati s svojimi najstniki za začetek. Koliko staršev se zares pogovarja o njihovem pogledu na svet? Koliko staršev in celo se sploh zaveda, da so inceli, ne? Seveda šole bi lahko bile tudi bolj vključene, samo če hočemo, da so šole bolj vključene v to, moramo dati učiteljem avtoriteto, ki je zdaj nimajo, ki ne smejo nič narediti. Ti nisi tukaj zato, da bi vzgajal mojega otroka, jaz sem zato tukaj, ne? Skratka, jaz mislim, da moramo dati več avtoritete učiteljem, ki se tega veliko bolj zavedajo kot starši, in starše opozori, da se to njihovim otrokom dogaja, ne, da bi medtem, ko oni stran gledajo, ne? Medtem, ko oni stran gledajo na svoj pametni telefon. Hvala za odgovor. Naslednje vprašanje. Se po starosti razlikujemo v tem, koliko se zavedamo, da mehurčki obstajajo? Mislim, da to ni toliko zelo star starosti. Mislim, da je to bolj stvar okolja, v katerem živimo. Da to, mislim, jaz vidim, recimo, obstajajo otroci, ki se tega zelo dobro zavedajo in to že kar majhni otroci, ker odraščajo v takem okolju, ne? In obstajajo odrasli vseh starosti, ne, ki prvič slišijo od mene, da obstaja nekaj tajzga in gledajo, mislim, pa vse meni je čisto všeč, če mi nekdo tisto sam kaže, kar mene zanima. In še zadnje vprašanje za danes. Kako menite, da pretirana raba interneta na dolgi rok vpliva na kreativnost družbe? Slabo. Zelo slabo. Dobro, to bo vse za to predavanje. Najlepša hvala. Ok, po tem predavanju bomo naredili 5 minut pauze, pa se spet vidimo ob 17:25.